kjerkoli si danes, haleluja, glej se v zdravljenega. Kjerkoli rabaš od Jezusa, glej se z rešitvijo danes, haleluja. Glej se, kako ti to pripada, haleluja. Ne čakati na pridigo, ne čakati, da bo kdo molil zate. Ti sprejmi, kjerkoli zdaj si, haleluja. Oče, jaz se retiram vsak virus, vsako bolezen, preklinjam v imenu Jezusa. Posuš se in odpad od vsega danes. Kjerkoli, lahko si tukaj danes prišel s premenom, haleluja. Lahko gledaš na ekranu, kjerkoli si. Jaz preklinjam bolezen, prekinjam jo v imenu Jezusa. Naj se posuši in odpade v tebe zdaj. Jaz se razvezujem moč blagoslova, haleluja. A lahko rečeš, jaz sem blagoslovljen. Jaz sem ozdravljen. Jaz in moja družina smo blagoslovljeni. Jaz in moja družina smo ozdravljeni. Moji otroci so ozdravljeni, haleluja. Moji starši so ozdravljeni. V imenu Jezusa, haleluja. Ok, haleluja, gremo naprej. Gremo se pogledati par citatov o tem, kdo smo. Danes bom govoril o tem, nova identiteta za življenje v božanskem ozdravljenju. Haleluja. Se pravi, ena stvar je, ko te Jezus ozdravi. To je ena stvar in je super, ampak problem je, če ti ne sprejmeš nove identitete, kdo si v Kristusu. In jaz se spomnim, ko sem se spreobrnil, sem bil star 20 let, prej sem bil komunist. In ko je Jezus prišel v moje življenje, ena prvih stvari, ki sem opazil, je, da me več ne boli glava. Moj dedek je umrl s tumorjem na glavi, jaz sem vedno imel glavobole in pač to je bilo kar en del mojega življenja. Jaz če me ni vsaj enkrat na teden glava bolela, sem mislil, da nekaj narobe z mano. Ampak, ko sem se spreobrnil, sem po enem mesecu videl, da me več glava ne boli. Haleluja, sem rekel, wow, to deluje. Ampak potem sem imel pa bronhitis, pa pljučnico vsako zimo in tudi, ko sem bil spreobrnjen, sem to imel. Zakaj? Ker nisem vedel, da sem že ozdravljen v Jezusu. In jaz sem sebe vedno videl kot bolnika, jaz sem imel tako dobro identiteto v samem sebi. Jaz sem samega sebe vedno imel za ful dobrega človeka. Zato šele, ko je Jezus prišel blizu mene, sem vedel, da sem grešnik. Drugače, bi mi kdo rekel, ti si grešnik, bi rekel, sem stokrat boljši v tebi. Če sem jaz grešnik, pa si ti Hitler. In tako naprej. Ampak, ko je Jezus prišel, sem vedel, da sem grešnik. Ampak, ko sem prišel k njemu, sem mogel spremeniti notranjo identiteto. Se pravi, samo podobo, kdo sem jaz, sem mogel čisto spremeniti. In pol sem si mogel govoriti, ne, to nisem jaz, ko mi je hudič lagal, ti boš vedno brez denarja, recimo. Jaz sem sebe videl kot enega hipija, ki pač hodim po svetu brez denarja in vedno sem še malo bolan zraven, ampak drugače sem pa dober človek. In pa sem mogel to spremeniti, to identiteto in se videti kot nekoga, ki je že ozdravljen, ki je že blagoslovljen. Tako kot ti sebe vidiš, to je ful pomemben, res. To je mogoče celo najbolj pomemben v tvojem novem življenju, če si sprejel Jezusa. Če ga še nisi, ga moraš sprejeti. Moraš reči, Jezus, verjamem, da si ti na križu umrl za moje grehe. V srcu verjamem, da si danes živ, da si vstal od mrtvih. Jaz te danes sprejemam za Gospoda svojega življenja. In ti trenutek, ko to rečeš in verjameš v srcu, postaneš Božji otrok. In zdaj lahko začneš slediti Jezusu. Ampak kako mu boš sledil? Prva stvar je, da veš, kdo si zdaj novi ti. Ti več nisi stari človek. In če si sprejel Jezusa, drug korak je, da se krstiš v vodi, da se daš potopiti pod vodo. In ko gre tvoj telo pod vodo, je to slika tega, da je star Klemen je umrl. In pol je vstal nov Klemen, oziroma kakorkoli tebi ime, si vstal z Jezusom. In Jezus ima celo novo ime zate, veste to? Božja beseda pravi, da za vsakega od nas nam bo Bog napisal novo ime. Mislim, da na čelo celo, ne točno. Mogoče je to v duhu prispodoba, ampak ne ti povem, če ima Bog novo ime zate, to pomeni, da si ti čist nova oseba. Da si ti nov človek, nekaj, kar prej ni obstajalo. In zdaj, ko si sprejel Jezusa, če si še vedno bolan,
prva stvar, ki moraš narediti, moraš vedeti, da je Jezus že umrl zate na križu, da je tja že odnesel tvojo bolezen, vsako prekletstvo je odnesel na križ in tebi je dal kaj? Novo identiteto, novo življenje, haleluja. Ti nisi več pod obsodbo, haleluja. Hudič se lahko norca iz tebe dela, če ne veš, kdo si. In pol misliš, da on ima ful orožje, da hudič je ful močen, ti pa nič ne moreš. Glih obratno je. On nima orožja, ti imaš orožje. On edino orožje, ki lahko uporabi, je to, ki mu ga ti izročiš, ki ne razumeš, kdo si. Se pravi, ti moraš vedeti, z Jezusom si postal nov človek, ki si sprejel Jezusa. Bog, ki zdaj tebe dol gleda, on vidi svojega sina. On vidi, kje danes Bog vidi Jezusa? V tebi. To je noro. Dajmo si to pogledati. V 2. Korinčanom 5:17. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, vse je nastalo novo. Haleluja. Se pravi, ko si ti sprejela Jezusa, si postala nova stvaritev. Se pravi, novo stvarstvo. Nekaj, kar prej ni obstajalo. Ti si v svojem srcu, v svojem duhu si postala nova stvar. Se pravi, kaj moram jaz zdaj narediti? Jaz moram zdaj spoznati, kdo sem, kdo je ta nova stvar. Če hočem hoditi v božanskem zdravju, moram vedeti, da bom vsak dan ali pa dostikrat na leto imel napade bolezni. Bolezen bo prišla proti meni isto, kot proti drugim ljudem v svetu. Ampak zakaj se od mene odbije in ne more priti v mene, je, ker vem, kdo sem. In ko bo prvi simptom bolezni hotel priti name, se bo pokazalo, kaj jaz verjamem. In ko te zapraska po grlu, ko prihaja kakšna gripa, pozim, virus in tako naprej, ko te samo malo zapraska po grlu, se moraš upreti, moraš reči, ne hvala, to nisem jaz. Jaz sem zadnji bronhitis imel leta 92. Zadnjič, prej sem jih imel pa vsak let in pljučnice. To je bil moj zadnjič, da sem v postelji obležal. Zakaj? Ker sem spoznal, kdo sem v Jezusu. Haleluja. Jaz sem včasih poln simptomov bronhitisa šel iz hiše, ko v preteklosti bi doma obležal. Sem rekel, ne bom ležal, ker sem že ozdravljen. Ker ti se začneš obnašati v skladu s svojo novo identiteto. Haleluja. Ene stvari so ful trmaste v naših življenjih. Ene stvari se nas držijo k klop. In pol rečemo, molil sem 2 dni, nič se ni zgodilo, zgleda, da nisem dosti dober. Ali pa zgleda, da hudič bo 3 stvari naredil. Obtoževal bo Božjo besedo, da ne deluje, obtoževal bo Boga, da ni dober, pa tebe bo obtoževal, da ti nisi dosti dober. Ampak nobena od teh 3 stvari ni resnična. Božja beseda drži cel univerzum skupaj. Vse, kar piše v Svetem pismu, je ja in amen. Ta svet, po katerem si danes prišel v to dvorano, ali pa če gledaš doma na ekranu, ali pa da si danes z nami na Zoomu, ta cel svet, vse te računalnike, naravo, cel kozmos, univerzum, skupaj drži Božja beseda. Zato se jaz ne trudim, da bi rešil planet, ker Božja beseda drži cel planet skupaj. Haleluja. Ne sam planet, vse planete. In se pravi, ti lahko zaupaš temu, kar piše v Božji besedi. Drugič, Bog je absolutno dober. Ti moraš vedeti, da ti imaš odnos z nebeškim očetom. Tebe je nebeški oče sprejel v svojo družino. Zato, če bi te jaz danes obsojil tukaj dol iz prižnice in bi ti govoril, da nisi dosti dober in da si zbolel zato, ker si grešnik, moraš vedeti, da Bog misli drugače. Bog ti nikoli ne bo dal bolezni. On je absolutno dober. Če je nekdo absolutno dober, ne more dati bolezni svojemu otroku. Ne more, ker v njemu ni bolezni. V njemu ni niti malo teme. On je absolutna luč. On je vedno samo dober. Se pravi, on ne more strupa sproducirati.
On ne more sproducirati zla, ker zla ni v njemu. On je absolutno dober. On te uči, ampak ne iz temo, ne z demonskimi stvarmi, ampak iz svojo besedo. Zato v 2. Timoteju 3:16 piše, da Božja beseda je dovolj, da te naredi popolnega človeka v Kristusu. Se pravi, Bog je samo dober. Se pravi, ko hudič obtožuje Božjo besedo, da ne deluje, da Bog ni dober, vse to je laž. Tretja stvar, ko tebe obtožuje, da nisi dosti dober, tudi to ni res. Ker zakaj si ti postal grešnik? A zato, ker si nekaj narobe naredil? Ne, postal si grešnik zato, ker si se rodil v grehu. Ti si otrok prvega Adama. Prvi Adam je grešil, v njemu smo vsi postali grešniki. Rezultat tega je pol, da živimo v grehu. V drugem Adamu, v Kristusu, smo pa vsi postali pravični. Se pravi, zato tukaj prav, kdor je v Kristusu, je nova stvaritev. In v Kristusu ni greha. V tvojem duhu si ti popoln. Ti si, in Bog te gleda v tvoj srce, v tvojega duha. Te gleda in vidi popolnega človeka. On nikoli ni več jezen nate, ker si njegov otrok. Ti si na novo rojen, staro je minilo. Amen. Zato, kadarkoli se obsojaš, moraš vedeti, da ne razumeš, kdo si. Vsakeč, jaz sem si mogel veliko govoriti, ko sem bil nov kristjan, sem si mogel veliko govoriti, ne hvala. To nisem jaz. To meni ne pripada, ker sem imel ful misli obsodbe. Lahko sem se ful dobro počutil en dan. Naslednji dan sem pa mislil, kakšen sem jaz to kristjan. Danes se mi še molti ni dal. Uni gospe nisem sedeža na avtobusu odstopil. Tam sem videl človeka v potrebi, pa sem šel kar mimo njega. Razumete, mi vsak dan ful napak naredimo. Ampak rešitev ni, da se obsojaš, ker Bog te ne obsoja. Rešitev je, da rasteš v odnosu z Bogom. Bolj, ko rasteš v odnosu z Bogom, bolj si spreminjaš identiteto. In pol, ko ti vidiš, kdo si, to je pa največji ključ do uspeha. In recimo en primer, kako to vidiš, je, ko bereš Sveto pismo. In bereš, kako je Jezus recimo ozdravljal bolnike. In recimo človek, ki nima dobre identitete, se bo vedno videl kot največji problematiki v Svetem pismu. Človek, ki ima dobro identiteto, bo pa uspehe videl v Svetem pismu. In pol ti boš videl sebe, ne kot unga slepca, ki rabi zdravljenje, ampak kot Jezusa se boš videl, ko zdravlja unga slepca, ki rabi zdravljenje. Haleluja. Amen. Naenkrat je tvoja identiteta Jezus. Amen. Greh, bolezen, v to več ne boš verjel. In pol, ko boš poslušal novice, jih boš selektiral in boš rekel, to verjamem, to ne verjamem. In pol delaš selekcijo in v svoj ne spuščaš nič, kar napada tvojo novo identiteto. Ker se boš samega sebe obsojil, si boš mogel prenoviti in boš rekel, ne, to nisem jaz. Ker boš sam v sebi rekel, spet bom zbolel, rečeš, se spokoriš. Rečeš, ne, narobe sem rekel, jaz ne bom zbolel. Jaz sem ozdravljen, v ranah jev sem. Ful je pomemben, kaj govoriš. Nikoli več, ko imaš novo identiteto v Kristusu, nikoli več ne govoriti, ne znam, ne morem, ne bom mi uspel. Jaz nimam dosti talentov. Jaz sem premal, ne vem kaj. Jaz nimam dosti znanja. To je, če si tako začel stavek, pol ga moraš obvezno končati pozitivno. Obvezno reči, ampak to ni problem, ker sem nov človek v Jezusu. Nimam dosti znanja, ampak to ni problem, ker imam dosti znanja v Jezusu. Haleluja. Ker je on postal siromah, da sem jaz obogatel. Ok, a te boli glava? Tudi to ni problem, ker sem že ozdravljen v Jezusu. In pol to govoriš. Jaz recimo, kadar se ne počutim dobro, jaz bom takrat še bolj pazil, da ne bom tega govoril. Ampak da bom še takrat še bolj govoril, da sem ozdravljen. Tako da recimo moja žena že ve, če govorim, da sem ozdravljen, bož da me ne sprašuje, kako se počutim. Ker hočem ostati na tem nivoju z Bogom. Amen. Ker moja nova identiteta nima vse bolezni. Amen. Bog te ni ustvaril bolanga. Zato si moraš to govoriti, ponavljati, skozi. Recimo, če bi se rad odvadil kakšne slabe navade, samo govoriš, jaz sem že osvobojen tega.
Meni tega ni treba delati. Mene je prvič, jaz sem recimo hotel nehati kaditi, hotel sem nehati popivati in Bog me je osvobodil. In nisem več rabil alkohola, droge, ampak cigareto se pa nisem mogel rešiti. In potem so molili zame in sem bil odrešen tega. Ampak par let kasneje sem pa spet začel kaditi. Ker sem bil neki živčen in sem spet začel kaditi. Zakaj? Ker sem pozabil, kdo sem. Ti, če imaš identiteto v Kristusu, ne boš zbolel, niti grešiti ni treba, če veš, kdo si. In zakaj je recimo dosti ljudi depresivnih in žalostnih ali pa v strahu, ker ne vejo, kdo so. Jaz se ne spomnim, da bi kdaj bil depresiven, ampak včasih moja žena opazi, da sem depresiven. In pol si rečem, ok, narobe živim, moram iti nazaj v Kristusa, haleluja. Moram si obnoviti ker moraš vedeti, ker si ti depresiven, ne moreš biti ozdravljen, ker depresija samo odpira vrata za probleme. Če karkoli rabiš v življenju, pa nisi dosegel, pa si dovoliš, da si lahko depresiven, ne boš te stvari dosegel, ker Bog deluje po veri, haleluja. In vera pa rabi besedo. Ker ti govoriš besedo, se sprosti vera. In pol, ker ti govoriš novo identiteto, se bo nova identiteta sprostila. Zato ti govori, jaz sem ozdravljen, haleluja. Jaz sem dostikrat par ur govoril, da sem ozdravljen, čeprav sem se ful slabo počutil. In potem sem šel vse naprej v akcijo, kot da sem zdrav. In pač vse noter v meni se upira, telo se upira, se upira, ampak vedno na koncu premaga to, kar ti verjameš, kar pride ven iz tvojih ust. Apostol Pavel rekel, verjel sem, zato sem govoril. In Abraham piše, proti veri je verjel, ker nič ni bilo za vred, ki je imel ženo staro 90 let. Mu je rodila sina, prvega šele. Si lahko predstavljate, kakšno vero je ta človek rabil. Ampak kako je prišel do tja? Bog mu je mogel spremeniti identiteto. Njemu je bilo ime Abram in potem je Bog podaljšal njegovo ime in rekel, zdaj si Abraham, ker Abraham pomeni oče množice. In se predstavljate, vsakič, ko ga kdo vprašal, kako ti je ime, je rekel, jaz sem oče množice. In potem se rekel, koliko pa imaš otrok? Ja, pač, kolikor je zvezd vidiš na nebu. Če je imel kdaj slab dan, pa je dol gledal in rekel, kolikor vidiš peska, toliko imam otrok. Kje pa so? Ja, niso še tle, prihajajo, počas. Pa stari, saj si star 99. Čak, drug let pride. Ki je bil 100 let star, se je šele začel. Amen? In on je naš primer, cerkev. On je oče vere. Tvoj oče je Abraham. Tvoj duhovni oče. Ok, je nebeški oče, ampak na zemlji. On je Bog Abrahama, Bog Izaka in tvoj Bog, haleluja. On je tvoj zgled, ki Bog mu je spremenil identiteto. Danes te vabim, da poslušaš par citatov, mogoče jih lahko skupaj ponavljamo. Dajmo si pogledati par citatov, kjer govori, kako si že opravičen, odkupljen in očiščen in spravljen z Bogom. V Kološanom 1, 13-14, v njem po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove milosti. A lahko skupaj rečemo, jaz imam odkupitev po njegovi krvi. Odpuščanje vseh grehov. Amen? Se pravi, če to veš, da ti je odpuščeno po krvi Jezusa, pol ti hudič ne bo mogel obsojati in ti bo tako ozdravljenje ukradil. Jaz dostikrat za koga molim in pol vidim, da je pod obsodbo, da je prevelik grešnik, da zato še ni ozdravel. To je totalna laž. To je totalna laž, ker ti imaš Božjo pravičnost. Okay. Če bi rad se rešil greha, to je druga stvar. Pač moraš spet vztrajati v novi identiteti. Ampak če hočeš biti ozdravljen, moraš vedeti, da so ti grehi odpuščeni. Da si Božja pravičnost, haleluja. On nas je iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega sina, v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov.
A lahko rečeš, mene je Bog iztrgal iz teme in me prestavil v svoje kraljestvo. V 2. Korinčanom 5:18 pišem vam, otroci, ker so vam zaradi njegovega imena odpuščeni grehi. Se pravi, ti v novi identiteti moraš vedeti, da nisi več grešnik. Jaz to kristijanov slišim, ko skozi govorijo, jaz sem samo grešnik, ki mu je pač odpuščeno. Jaz sem grešnik, ki mu je po milosti odpuščeno. Ti moraš vedeti, ti si bil grešnik, zdaj si pa Božja pravičnost. Amen. Ker če misliš, da si še vedno grešnik, pol boš še vedno grešil in še vedno boš bolan in še vedno boš v težavah nostal. Tako boš kot na tobogan, enkrat boš gor, enkrat boš dol. Ampak to ni Božja volja. Božja volja, da si skozi z njim gor, haleluja. Dajmo si pogledati v Kološanih 1:27. Njim je Bog hotel oznaniti, kakšno je bogastvo slave te skrivnosti med pogani. Namreč Kristus v vas, upanje slave. Se pravi, kje je Kristus? V nas, haleluja. To je upanje slave. In kad ti rabaš ozdravljenje, se zavedi, kdo ozdravlja? Jezus Kristus. On te je že ozdravil in kje zdaj on živi? V tebi, haleluja. In on je upanje slave. On je vse, kar rabaš, je v tebi, haleluja. Ker je Kristus to, kar rabaš, haleluja. In kaj moraš narediti? Ja, zavedati se moraš tega, haleluja. Včasih si lodaš roko na trebuh in rečeš, Kristus je v meni. In pol njegovo maziljenje, Kristus pomeni maziljenec in njegovo maziljenje, to je Božja moč. In pol lahko zapoveš, da ta moč, ki je v tebi, teče v un del telesa, kjer te boli. Ali pa če moliš za koga, zapoveš, da iz tebe zdaj teče v to osebo, na katero si roke položil. Lahko molimo nad predmetom, če koga ni zraven. In pol gre Božja moč v ta predmet in tako naprej. Se pravi, to je realna stvar. Kristus je v tebi. A ni to noro? A ni to noro, res? Mislim, jaz ne razumem, kako bi lahko še bil žalosten, če je Kristus v meni. Ne vem, res ne razumem, nisem toliko pameten. Ker recimo, jaz sem enkrat šel na tehnični pregled, ful sem bil v problemih. Nikoli ne pozabil, ker sem šel iz te avto, mi ni šel čez tehničnega. Nisem vedel, kako ga bom registriral več. Pa že imel sem družino. In pa, ker če si sam, ni problem, greš na štop, haleluja. In pa sem se razjokal v avtu. Rekel, pa kva se meni dogaja? Še za avto nimam registrirati, avto se mi pokvaril, ne vem, vse živo. In pa sem prišel, točno v tem stanju, sem prišel pridigati v Šentjur, v krščanski center. In če smo začeli slaviti Boga, sem bil ful dobre volje. Sem se smejal, samo sebi. Haleluja, razumeš? Če je Kristus v meni, haleluja. To je pol problem. Kako me lahko pomanjkanje denarja ali kjerkoli bolezen, ali ne vem, pač nasprotovanje celega sveta, kjero breme pol lahko na meni ostane, če vem, da je Kristus v meni, upanje slave. Amen. Razumete, to je več, kot vse, kar ste bo v življenju zgodili. Tudi, če te bo cel svet sovražil, se lahko ima še boljš. Ker nekdo, ki ga imajo vsi radi, ne bo toliko izkusil, koliko je fajn, ker te ima Kristus rad. Ker si pa ful problemih, pa še bolj doživiš. Koliko te ima Bog rad, tako. V večji farki, ki si, bolj boš čutil maziljenje. Amen. Bolj boš čutil svetega duha, haleluja. Še bolj boš, če te cel svet sovraž, boš še bolj čutil Božjo ljubezen. Razumeš, da ne moreš izgubiti. Ne moreš, haleluja. Sem poslušal en drugomaka danes, ki je govoril o epidemiji korone, ki je enega zgodovinarja imel v cerkvi, ki je delal analizo in je rekel, kakšna je razlika med to epidemijo pa ono špansko gripo, ki je po prvi svetovni vojni ful ljudi ubila in je ful ljudi umrli. In razumete, že to, da se moraš iti testirati, da se vidi, če imaš korono, ne pomeni, da je nekaj narobe vsem skupaj. Ker tam se je vedel, da imaš korono, ko si takoj začel umirati v španski gripe, mislim. In kdorkoli bi v tvoji bližini umrl,
Ni bil samo malo doma 2 tedna zelo bolj. Jaz vem, da eni ljudje umrejo, ne delam se norca, ampak hočem dati primerjavo, koliko je bila ona hujša. Ampak vseeno, v unem času so ljudje ful več verjeli v Boga kot danes. Zato niso zapirali ekonomije, gospodarstva, družbe, vse je naprej lafalo normalno. Se pravi, ful večja razsežnost epidemije, pa nobeni nad zapiral. Vse je bilo normalno naprej. Zakaj? Ker so ljudje bolj verjeli v Boga. Verjeli so v večno življenje, imeli so krščanski svetonazor. Danes imaš ful ateističnih ideologij, imaš religiozne ljudi, ki v bistvu sploh ne vejo, veliko ljudi ve, da nekaj, ampak ne vejo kaj. In pol vada, to življenje jim je največ, kar je lahko. Če ti je to življenje največ, si ful bednik. Ti moraš vedeti, da boš celo večno živel z Bogom. Ti boš živel celo večnost. Zato je dobro, da veš, kje boš preživel. In če veš, da je Kristus danes v tebi, pol bo skozi v tebi. In pol veš, da boš skozi boš z njim. Jaz nikoli ne bom na zemlji toliko užival, kakor ko bom prišel v nebesa, haleluja. In tam bomo po zlatih ulicah plesali, haleluja. V reko življenja se bomo vrgli. Nobene solze ne bo, nobene bolečine. Vsi se bomo imeli the best. Niti ene temne stvari ne bo tam. Bog bo sploh sonca ne bomo rabili, ko bo vse bo svetlo, ko bo Božja prisotnost posod. Sploh sence ne bo. Noro. Ko boš na travo stopil, se bo kar nazaj dvigala, ko nič ne umira tam. Živali se bojo imele rade med sabo. Nič, noben komar te ne opičil. Nič ti ne šlo na živce. En pridigar, ki je bil gor, je rekel, da še pohištvo, ki se je usedel v stol, se je stol njemu prilagodil. Jaz sem hotel nov pisarniški stol, jaz sem se usedel na ene 50 pisarniških stolov. Od Harvey Normana do Routerja, do ne vem kje vse sem bil in še zdaj nisem kupil pisarniškega stola, ker mi noben ni pasel. Jaz imam ful dober motor, ampak mi je še vedno malo premajhen. In potem razmišljam, kako bi še to malo spremenil. Da ne govorim o fotelju, ki ga imam doma, vedno nekaj še dodajam, pa kakšen poštar odzad. Po 10 minutah mi že gre na živce. V avtu sem si dal fotelj iz dnevne sobe, tu sedež za voznika. Najprej sem dal tapicerju, da mi je eno blazino dano, da bom lažje sedel. Mi šlo že to na živce. Potem sem kar iz fotelja demontiral, pa sem se v avto montiral. Pa še vedno mi ni v redu. Pač je, ampak to ni to cerkev. Mi bomo v nebesih res uživali. Jaz sem enkrat bil na morju, na jahti, ful lepi jahti, 19 metrov dolgi. Mislim, da je tip porabil ene 3000 evrov tisti dan, ko nas je okoli vozil. Imeli smo gor postrežbo, vse živo. In smo ful uživali, ampak jaz sem užival samo 1 uro, potem je šlo pa že vse na živce, una voda, vse. Hotel sem biti na kopnem. Razumeš, tudi na najboljši jahti ne moš dolgo uživati. Lahko si na kopnem, se imaš ful fajn. Poti pa otrok umre. Ali ti pa avto zbije tvojega ljubljenega psa. Ali se pa skregaš iz svojo ženo, ali pa svojim možem. In enkrat ti nič ne pomeni nič več. Enkrat, razumeš, zato Kristus v nas je upanje slava, zato razvij novo identiteto. Bolj, ko veš, kdo si v Jezusu, bolj se boš imel fajn, haleluja. In pol, ko te bo bolezen napadla, jo boš ful hitro lahko zbil stran. Ko boš rekel, to nisem jaz. Jaz sem ozdravljen, bolezen ni del mene. Haleluja, dajmo si še par citatov pogledati. V 1. Petrovem pismu 1.18. Saj veste, da vas iz vašega praznega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, to govori o Adamu, niso odkupile minljive reči, srebro ali zlato, ampak dragocena kri Kristusa, brezhibnega in brezmadežnega jagnjeta. Se pravi, mi smo imeli prazno življenje. Ni važno, koliko si prej užival, prej si imel Jezusa, še vedno si bil prazen. Na koncu dneva si bil prazen. Tako. Zato veliko ljudi naredi samomor, ko vse dosežejo. Ko pol vidijo, zdaj imam vse, pa še vedno sem prazen. Ker zemeljska stvar ne more duhovnega človeka napolniti.
Ti si duhovno bitje. V tebi živi Jezus. Če Jezus ne živi v tebi, imaš tukaj not ful veliko luknjo, ki z ničemer ne moreš nafilati. Lahko imaš 10 ljubimcev, 20 avtomobilov, ne vem, kva vse zbiraš, na koncu si še vedno prazen, ko si sami sabo, še vedno si prazen. In kaj nas je od tega življenja odkupil? Ne zlato, ne srebro, ampak kri Jezusa. A razumeš, koliko si ti dragocen? Kako bi zdaj ti lahko mislil o sebi, da nisi dosti dober? Če si odkupljen s krvjo Jezusa. Jaz se spomnim, ko sem kot srednješolec šel v Nemčijo delati in pol sem videl, koliko več imajo oni denarja, kakor mi tukaj v Jugoslaviji. In pol sem razmišljal, kaj bo dobro, če bi jaz bil Nemec. Sem pol malo začel razmišljati. In pol sem se počutil tako, kot manj vreden ga med njimi. Jugoslovan je manj vreden kot Nemec. To je totalna laž. Ker samo 2 človeka sta na zemlji. Ni Slovenc, pa Jugoslovan, pa Nemec, ali pa Rom, pa ne vem kdo. Samo 2 človeka, prvi pa drugi Adam. V prvem Adamu smo vsi grešili. Drugi Adam je pa Kristus. V njemu smo pa vsi odrešeni, ozdravljeni, osvobojeni in tako naprej. Amen? Zato probi me to identiteto. Tudi, ko si ful obremenjen simptomi bolezni in razmišljaš, kako boš zdaj 2 tedna mogel ležati v posli, kako te bo rak uničil, ne vem. Ne, govor, jaz sem ozdravljen, halleluja. Tudi če mislijo, če si že v bolnici, če te rečejo, da si idiot, še naprej govor, da si ozdravljen. Boljš, da si idiot v človeških očeh, kakor v božjih očeh. Povem, idioci, če govoriš, da si vas bolan, pa Bogi, pa Jezus je v tebi. Čeprav tudi takrat nisi idiot, moš vedeti, to ti hudič laže. Ti si še vedno božji ljubljenec, halleluja. Ti si še vedno odrešen, ozdravljen, osvobojen, sam da ne veš tega. In prej, ko to spoznaš, pa začneš govoriti, prej se bo manifestiral v tebi, halleluja. Galačani 3:13. Kristus nas je odkupil od prekletstva postave tako, da je za nas postal prekletstvo. Pisano je namreč, preklet je vsak, kdor visi na lesu. Se pravi, on je vsa prekletstva postave oziroma zakona odnesel na križ. Bolezen je prekletstvo zakona. Jezus je postal preklet z vsako boleznjo, da si ti blagoslovljen. Halleluja. Dajmo si pogledati Rimljanom 1:7. Vsem, ki ste v Rimu, ampak tukaj bi lahko rekli v Ljubljani, v Sloveniji, v kjerkoli kraju. Ko Pavel piše Rimljanom, prav, vsem, ki ste v Rimu, božji ljubljenci. A lahko rečeš, jaz sem božji ljubljenec. Poklicani in sveti. A lahko rečeš, jaz sem poklican. Jaz sem svet. Amen. Lahko bi si dal pred tvoj ime, si lahko daš svet. Tako da v tebi ime Sveti Klemen, ki si sprejel Jezusa. Amen. Ne rabaš umreti, pa da te Vatikan razglasi za svetnika. Božja beseda je vsakega, ki je sprejel Jezusa, razglasila za svetnika. Amen. A vidiš, koliko je zdaj narobe, če rečeš, jaz sem samo grešnik. Ti si reči, jaz sem svetnik, halleluja. Danes spet poslušamo rešilca, ki se vozi po Zalški, to je naš simbol na skoraj vsakem videu. Ampak tudi, če bi ti bil v tem rešilcu zdaj, moraš vedeti, da si že ozdravljen. Amen? In če se boš daj vpeljal v rešilcu, reči, jaz sem ozdravljen. Če ti pol glave fali, reči, jaz sem ozdravljen. Halleluja. Amen? Ker itak, tudi če boš umrl, boš dobil novo glavo. Halleluja. Ker v nebesi boš dobil novo telo. To bo the best. Ampak zakaj ne bi že zdaj sprejel ozdravljenja? Amen? Že zdaj si lahko ozdravljen. Že zdaj Bog hoče, da si ozdravljen. Bog si bolj, kot ti želi, da si ti ozdravljen. Zakaj? Ker te je tako ustvaril. Ker če ti nisi ozdravljen, Bog ne bo dobil slave, zato ker je Jezus plačal na križu. To moš vedeti. Vsakič, ko jaz sprejemam ozdravljenje, sem dal Bogu slavo. Vsakič, ko jaz nisem sprejel ozdravljenja, nisem dal Bogu slave. Zakaj? Ker je Jezus, tukaj piše, bil preklet, da sem jaz lahko blagoslovljen. Amen? Se pravi, ko jaz sprejmem, kar je on naredil, hodam v novi identiteti in kdo dobi slavo? Ja, Jezus, halleluja.
ker je on to plačal, haleluja. Hvala ti, Jezus. Gremo v Efežane 6:10, še malo pa bomo končali. Efežane 6:10. Sicer pa zajemajte moč v Gospodu in v sili njegove moči. Se pravi, ti, ki si šibek, ne govori, da si šibek, ampak začni zajemati moč v Gospodu. Kako pa to narediš? Začni govoriti, kdo si v novi identiteti. Začni govoriti, vse zmorem v njem, ki me krepča. Bog je moja moč. In kaj se ti bo zgodilo? To se ti bo zgodilo, kar govoriš. Haleluja. Poglejte v Rimljanom 8:1. Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Se pravi, ni več obsodbe. Karkoli si narobe naredil, karkoli razmišljaš, da nisi dosti dober, ni več obsodbe za tebe. Ni več. Ti si nova stvar, začni to govoriti. Če bi rad bolj sveto živel, začni govoriti, da si svet. Jaz, ko sem vam povedal drugič, ko sem začel kaditi nazaj, prvič so molili zame, se bo osvobojen. Drugič, ko sem začel kaditi, sem par mesecev kadil in se nisem mogel rešiti. Ampak prišel sem na 1-2 cigareta, ampak brez teh 2 nisem mogel. In mi je šlo ful na živce, ker sem se ves ta čas skrival, pač, ko sem na skrivaj kadil, ko sem bil pastor. In sem molil za druge, da so osvobojeni cigaret. Pa še jaz sam kadim. In kaj sem pol? Enkrat se prav spomnim se, na katerem ovinku pred hišo, s katerim avtom, vse imam živ spomin, čeprav je ful let nazaj. Sem se peljal do hiše, v bistvu hiše še narejene nisem imel do konca. Cegle sem imel pa streho. In sem se peljal tja, ker ponavadi, ker sem bil sam, ker sem zidal, sem pol na koncu prižgal 1 ali pa 2 cigarete. In sem se peljal do hiše, in sem si prav tako rekel, pa kva je s tabo, Klemen? Ti si svet človek. Tebi ni treba kaditi. Ti si svet. In isto je za vsako stvar. Lahko rečeš, pa kva je z mano? Meni ni treba biti bolana. Jaz sem svet. Jaz sem Božji ljubljenec. Jezus je bolezen dal na križ. Bolezen je prekleta stvar. Bolezen moraš sovražiti, to je prekleta stvar, to tebi ne pripada. Ne govoriti, jaz sem vedno malo depresiven, ne si to privoščiti več. Ker cigareti so dosti majhen problem. Obstaja ful večjih problemov. Ful večjih. Ene, kako govoriš. Ko samega sebe preklinjaš. Ko govoriš, jaz vedno se mi to dogaja, nekaj slabega rečeš. Jaz nisem dosti dober, jaz sem vedno tak, jaz nikoli ne bom, ne vem, karkoli že uspel ali karkoli. In dajmo si še pogledati v Izaiji 53:5. Poglejmo si zdaj zadnje 2 citata, ki sem jih za danes pripravil o tvoji identiteti. En je napisan 800 let, preden je Jezus prišel. Je prerok videl, kaj se bo zgodilo. In je v Izaiji 53:5 rekel, on pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd, kazen za naš mir je padla nanj in po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Haleluja. Se pravi, prerok Izija 800 let, preden je Jezus prišel, je videl, da bo on ranjen zaradi tvojih prestopkov. Se pravi, Jezus je že plačal ceno zate. Edini način, da to zgubiš, je, da ne verjameš v Jezusa. Ampak po veri v njega je to zdaj tvoje. In pol prav, v njegovih ranah je naše ozdravljenje. Se pravi, on je bil ranjen, zakaj? Da si ti lahko ozdravljen. In zdaj apostol Peter, navdihnjen po Svetem Duhu, v 1. Petrovem pismu 2:24 prav, sam je na svojem telesu odnesel naše grehe na les, da smo mi grehom odmrli in živimo za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. Pred 2000 letih si bil ti ozdravljen. Na križu so vse tvoje bolezni,
On v Efežanom 2.6 piše, da smo bili mrtvi zaradi greha, ampak on nas je obudil v Kristusu in nas posadil skupaj s Kristusom na njegov prestol. Tvoj položaj danes je, da vladaš s Kristusom. Amen. Ti ne rabiš nobenega zdaj, da ti govori, da nisi dosti dober ali pa da ti ne bo uspel. Ti vladaš s Kristusom. Ti moraš samo spremeniti identiteto, kdo si. Karkoli delaš, verjemi, da si ful blagoslovljen. Verjemi, da če nobeno ne bo uspel, te bo uspel. Amen. Verjemi, če bojo vsi zboleli, ti ne boš zbolel. Ti bi se mogel imeti ful fajn, če so v službi ljudje okoli tebe okuženi s korono. Haleluja. Jaz, ker sem to prvič spoznal, sem za nalašč še pil iz iste šalice, če je žena zbolela, da ji pokažem, da meni bacil nič ne more. Sem ne to delal, če ne verjameš, ko boš sigurno zbolel. Ampak, ko verjameš, da si te nič ne bo ustavilo. Amen? To je nova identiteta. Znači, dajmo verjeti Jezusu, a lahko rečeš, jaz sem ozdravljen. V ranah Jezusa. Meni je vsem, kako se počutim. Telo, posluš me. Ti si ozdravljeno. V ranah Jezusa. Nehi mi lagati. Haleluja, če si danes bolan, kjerkoli, samo daj si roko na tisti del telesa. In verjem, in reč, bolezen, prekleta si. Odstran se od mene. Ti nisi del mene. Jaz te ne sprejemam. Jaz te odklanjam. Jaz se te odrekam. Jaz se ločujem od tebe. Jaz ti ne pripadam. Jaz ne bom več bolan s tabo. Bolezen, odstran se. Jaz sem že ozdravljen v ranah Jezusa. Bolezen, ti si bila premagana pred 2000 leti. Nimaš več pravice, da obstajaš v mojem življenju. Jaz vem, kdo sem. Jaz nisem pod obsodbo. Jaz nisem bolnik. Jaz sem ozdravljen v ranah Jezusa. Telo, sprejmi to besedo. Bod zdravo telo. Jaz kličem Božjo moč v tebe. Kličem Božjo moč v vsako svojo celico. Kličem aziljenje Svetega Duha, da prevzame moj telo. Danes me izpolni še. Kličem manifestacijo Božjega ozdravljenja v vsako celico svojega bitja. Vsaka bolezen, jaz ti danes govorim, konec je s tabo. Konec je s tabo. Tvoje delovanje je prekinjeno od danes naprej. V imenu Jezusa. Jaz ti več ne dovolim vstopa v svoje telo. Ne dovolim ti več, da deluješ v mene. Konec je, haleluja. Zapiram ti vrata v imenu Jezusa. Jezus je bil preklet, da sem jaz lahko ozdravljen. Jaz sem Božje zdravje. Jaz sem Božji ljubljenec. Jaz sem sprejet od Boga. Jaz sem posajen s Kristusom na njegov prestol. Da kraljujem in vladam nad vsako situacijo. Karkoli delam, mi uspeva. Jaz bom zdrav umrl, ko bo prišel moj čas, ko bom vse izpolnil, kar mi je dal Bog za narediti. Hvala ti, Jezus. Ti si upanje slave, Kristus v meni. Naj tvoja moč, Kristus v meni, teče zdaj vsak del mojega bitja. Naj me osveži in preplav, haleluja. Hvala ti, Jezus. Oče, mi se strinjamo tukaj za vsakega, ki to posluša, da se mu zdaj manifestira moč ozdravljenja v njegovem življenju. Haleluja. Haleluja. Oče, natri naše oči svežim maziljenjem in razodetjem, kdo smo kot ozdravljenci v tebi. Da vemo, da je z boleznijo konec. Haleluja. Da več nima dela v nas. Da je izkoreninjena iz našega sistema. Ven iz naše podzavesti, ven iz naše zavesti, ven iz našega uma, stran od našega jezika. Haleluja, mi smo sveti, odvojeni od bolezni. Haleluja. Haleluja, Oče.
Jaz molim, da smo zdaj tvoji ambasadori, ki nosimo ozdravljenje v svet, ki rabo ozdravljenje. Haleluja. Hvala ti, Sveti Duh, da ti poživljaš naša telesa. Haleluja. Poživljaš naše kosti, naše mišice, vse naše notranje organe. Haleluja. Našo kri. Haleluja. Ti nas očiščuješ od vseh stisk tega sveta, od vsega zla, od vse kemije v tem svetu, od vse nesnage v tem svetu. Haleluja. Ti obnavljaš naša umrljiva telesa, da ti lahko služimo polni energije, polni moči. Oče, molim, da ne opeša niti naš vid. Oče, da vse v nas se obnavlja zdaj. Ti obnavljaš naše telesa v imenu Jezusa. Telo, pokor se mi v imenu Jezusa. Haleluja. Duh prevladi nad telesom v imenu Jezusa. Haleluja. Hvala ti, Oče. Amen. Reči, jaz sem ozdravljen. In ne bom tega spustil. Jaz se vidim zdravega. Jaz sem Božje zdravje. Amen. Ko se me dotakne bolezen, takoj umre. Ne more priti vame. Amen. Haleluja. Uživite z Jezusom vsi, haleluja. Hvala vsem, ki ste prišli na Zoom, vsem, ki gledate na video, bote blagoslovljeni. Čez par dni bo to na YouTube, lahko še enkrat poslušaš, si gledaš, lahko greš čez citate ozdravljenja, šolo ozdravljenja, vse imamo na YouTube, lahko klikneš ozdravljenje, imaš playlisto na sprem.si, na tv.sprem.si, lahko greš na YouTube, pogledaš, haleluja. Napiš svoje pričevanje, bomo z veseljem prebrali. In haleluja, vsi, ki ste tukaj, dajmo si vzeti čas, da lahko položimo roke na vas, haleluja.